Zagotovo vsi že veste, da so šole zaprte. Drugače nas zdaj ne bi gledali. Tako bo najmanj do 29. marca, lahko tudi dlje. Za zdaj vemo le, da bo pouk organiziran na daljavo. Vsi še niste dobili povezav in navodil, nekateri tudi nimate doma dostopa do spleta. Zato morajo na nekaterih šolah še pripraviti vse potrebno. Na ministrstvu ugotavljajo, da boste navodila dobili najkasneje čez teden dni. Več o tem smo vprašali ministrico za izobraževanje Simono Kustec. Zdaj je to odvisno od šole do šole, vsaka ima možnost, da se na svoj način odloči. Večina šol se je odločila za učenje na daljavo, z nekaterimi, ki se še niso, bomo stopili v kontakt, da vidimo, kje so razlogi, zakaj ne, če jim lahko pomagamo. Tako da absolutno obstajajo načini za to, da učenci nekako osvajajo svoje znanje naprej. Če ne drugega, pa z branjem knjig ali kaj podobnega. Spremljajte spletne strani svojih šol, kjer bodo objavljali vse podatke, ki jih potrebujete. Najpogosteje nas sprašujete, ali bo pouk treba nadomeščati. Tega še ne vemo, a lahko se zgodi. Na ministrstvu bodo o tem odločali, ko se bodo razmere umirile. Ministrica poudarja, da tudi če ste doma, vseeno zaposlite možgančke. Tako bo vse lažje. Morate ohranjati svojo kondicijo. Tako kot morate ohranjati kondicijo za to, da lahko dolg časa zdržite na PlayStationu, da dolg časa lahko gledate televizijo, morate ohranjati tudi kondicijo za to, da pridobivate znanje in na ta način postajate pametnejši vsak dan. Resnično je izjemno pomembno. Sledite temu, kar vam bodo učitelji pošiljali po elektronski pošti, sledite vsem tem navodilom, spremljajte televizijo, izobražujte se, berite knjige, tisti čas, ko bi morali biti v šoli, namenjate tudi zdaj na en drugačen način temu, da se učite.